Zavarovanje kmetov. Kmetje, ki so nosilci ali člani kmetije po zakonu o kmetijstvu, se obvezno zavarujejo, če imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti po potrdilu službe za medicino dela, če niso upokojenci, če se ne šolajo in če vsi dohodki kmetije, preračunani na zavarovanega člana, dosegajo najmanj znesek 4.894,06 evra letno. Kmet, ki ne izpolnjuje pogoja dohodka, izpolnjuje pa vse druge pogoje za zavarovanje, se lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje. Kmetje morajo biti zavarovani za poln delovni čas. S krajšim delovnim časom se lahko zavarujejo le takrat, ko so v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom ali imajo pravico do krajšega delovnega časa zaradi pravic iz starševskega varstva, ali so uveljavili pravico do delne pokojnine, ali po upokojitvi začnejo opravljati samostojno dejavnost in prejemajo sorazmerni del pokojnine. Nosilec kmetije vloži prijavo v zavarovanje sam zase in za vse člane kmetije. Prijavo je treba vložiti v roku 8 dni od izpolnitve pogojev za zavarovanje. Odjavo lahko vloži, če preneha izpolnjevati pogoje za zavarovanje ali če se upokoji. Če kmet preneha izpolnjevati pogoj dohodka na kmetiji in kljub temu želi ostati obvezno zavarovan, lahko ostane v tem zavarovanju. Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsak kmet, nosilec ali član kmetije sam zase plačuje prispevke zavarovanca po stopnji 15,5 %. Prispevki delodajalca po stopnji 8,85 % se za kmeta plačujejo iz proračuna Republike Slovenije, vendar le za tista obdobja, za katera je kmet sam plačal prispevek zavarovanca. Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnova je dobiček iz opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti v preteklem letu, ki se mu prištejejo obračunani prispevki za socialno varnost. To osnovo lahko kmet zniža največ za 20 %, če je pričakovani dobiček v tekočem letu bistveno nižji od dobička v preteklem letu. Znižanje je dovoljeno največ do najnižje dovoljene osnove. Če se ugotovi, da je bilo znižanje zavarovalne osnove neupravičeno, se v naslednjem letu prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, ki se določi na podlagi dejansko ugotovljenega dobička in se še poveča za 20 %. Lahko pa kmet izbere tudi nižjo osnovo, vendar največ od najvišje dovoljene osnove. Finančna uprava sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in ga vroči kmetu elektronsko preko portala e-davki najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v obračunu, ki ga je pripravila finančna uprava, niso pravilni ali popolni, ali če jih finančna uprava v sistem e-davki ni odložila, mora kmet sam predložiti obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračunane prispevke je treba plačati najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. V pokojninsko dobo se kot zavarovalna doba upoštevajo le obdobja zavarovanja, za katero so bili prispevki plačani. Če so prispevki plačani le delno, se v pokojninsko dobo upošteva le sorazmerni del obdobja zavarovanja. Finančna uprava za kmete na obrazcih M4 zavodu posreduje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obdobjih zavarovanja ter podatke o tem, za katera obdobja zavarovanja prispevki niso plačani. Ti podatki se uporabijo za ugotovitev pokojninske dobe in izračun pokojninske osnove.